Moja dežela. Oddaja, ki odkriva slovenske turistične destinacije. S Sergejo Bogovič. Drage poslušalke, dragi poslušalci, danes se Sergej odpravljam na celjski konec Slovenije, a ostala ne bom v Celju, od tam bom svojo pot namreč nadaljevala v smeri Savinjske doline. Savinjska dolina je sicer razdeljena na zgornjo in spodnjo, mnogi med vami dobro poznate Logarsko dolino, no sama pa se bom danes z nihalko povzpela malce višje, raziskovala bom namreč Golte in čas je, da gremo. Moja dežela. Hotel Golte se nahaja na nadmorski višini 1410 metrov. Gre za sicer zelo priljubljeno smučarsko središče nad Savinjsko dolino, odkoder pa se iz zgornje postaje dolina tudi cela lepo vidi. No, na spletu lahko sledite spletnim kameram v okolici in tako vidite Črno na Koroškem, Raduho, pa Uršljo goro in Vransko. Ravno smo se z nihalko povzpeli do hotela na Golteh. Živjo, Aljaž, prosim, daj povej nam, koliko ljudi vi sicer spravite v tole nihalko? Tale naša kabina je namenjena 51 osebam plus sprevodnikov, ki sem v tem trenutku jaz. Aljaž, veš kaj, tako včasih sem radovedna, pa me zanima, ko opizujem goste, ko se nekam povzpenjamo, a je takšnega vzpona, kdaj koga od ljudi strah, kaj takrat naredite? Mislim, imaš kakšno izkušnjo s tem? Ja, seveda, je dosti takih, sploh strahom pred višino, vendar jih jaz potolažim na nek način s podatkom, da so žičniške naprave statistično gledano najvarnejši transport na svetu. A res? Drži. Z maso prevozov se ne morajo primerjati z letalskim prometom, z avtomobilom, vendar najmanj izrednih dogodkov je zabeleženih na žičniških napravah. Torej lahko brezskrbno povemo vsem našim poslušalcem, da je vožnja na Golte z nihalko povsem varna. Točno tako. Moja dežela. Mi smo varno prispeli in se namestili v hotelsko sobo, zelo prostorne, čiste in urejene sobe so nas pričakale in kaj hitro nas je na terasi hotela že počakal gospod Damir, s katerim sva se dogovorila, da bova na ti, a ne? In nam je zaupal, da nas čaka prvo posebno doživetje zipline. Damir, lepo pozdravljen. Lepo zdrav. Lahko najprej tistim poslušalcem, ki zipline ne poznajo, poveva, kaj to sploh je. Zipline je spust po jeklenici, po sistemu škripčevja oziroma pripomočkov, kjer smo oblečeni v pas in se spustimo po jeklenici. Kakšna hitrost pa bo tista, s katero se bomo mi po tej jeklenici spustili? Okrog 40-50 km/h je najvišja hitrost. Nekatere naši poslušalce bi verjetno zaskrbelo, a je to čisto varno, a je tukaj nevarno, kako poskrbite za vaše goste? Za goste poskrbimo z primerno opremo, ustrezno. Sam naš zipline je pa zelo varen, če ni bilo nobene nesreče, pa upamo, da je tudi ne bo. Moja dežela. Tako, prva zabava s spustom na ziplineu je za nami, zdaj pa nas Damir že vabi k streljanju z lokom in zračno puško. To pa ni čisto enostavno, če pravzaprav zelo redko rokuješ s tema dvema pripomočkoma, ampak tarča, ena velika, ena majhna, je bila izziv za celotno našo ekipo, da se preizkusi predvsem v preciznosti, mirnosti roke in predvsem v svojem fokusu. A vse skupaj je bil predvsem dober predtrening za tem, kar je sledilo. Damir nas je namreč takoj zatem opremil z osnovnimi navodili, da se odpravimo na bushcraft. Damir, kaj pa je to? To je preživljanje časa na prostem, v gozdu večinoma, z čim manj pripomočki iz civilizacije, čim bolj udobno bivanje v gozdu. Bushcraft, odkje to izhaja? Kako je to nastalo? Odkje ideja? Iz kje se je razvilo ta zadeva? Kaj je pravzaprav? Odkje je to? Ta sodobna šola bushcrafta, ko jo v bistvu mi imamo, se je razvila v Kanadi. Ko so te pionirji odkrivali kanadska prostranstva po rekah, so
se povezali tisti, ki so bili uspešni, so se morali povezati z naravo in staroselci. In so imeli, pač, ker so potovali s kanuji, so imeli zelo omejeno prtljago in so z sekirico, nožem pa žagico se naučili marsikaj narediti in mi del tega poskušamo tudi podoživljati pa naučiti naše goste pa jim prikazati. Kdo pa je tebe navdušil nad tem? V bistvu sem že kot mali prebral eno knjigo, Thomas Ernest Seton, Rolf Gozdovnik. Sem malo začel raziskovati ta izraz, poiskal nekaj literature, bil veliko v gozdu, poskušal te stvari, se jih učil. Pol pa, ko je prišel YouTube, je bilo pa seveda vse veliko lažje. Zdaj smo pa že tudi povezani z Društvom za gozdovništvo, preživetje v naravi iz Kočevskega Roga, pa se izmenjujemo znanje, izkušnje in je to. Damir, povej mi še, je takšen način doživljanja narave namenjen tudi otrokom? Ja, nekje od 4 leta naprej imamo najmlajše obiskovalce. Seveda je otrokom posebej prilagojen program, damo najprej večji poudarek na varno rokovanje z noži, sekirami in žagami in pa se pa zabavamo. Kaj vse pa je v bistvu tista neka vizija oziroma neka posebnost tega doživetja? Gozdovništvo oziroma bushcraft ima elemente večjih outdoor dejavnosti, kot so kampiranje, preživetje v naravi, zeliščarstvo, gobarstvo, malo tesarjenja, ribolov. In potem vse to združujemo in poskušamo ljudem pokazati, kaj vse se da v naravi pojesti, narediti iz naravnih materialov, kako lahko ljubimo si ribo, da znamo v bistvu veliko več stvari smo sposobni, kot sami mislimo. Na kratko nam samo še povej, kaj nas čaka danes? Danes bomo šli skozi gozd na vrh našega hriba, ki se imenuje Trije ploti. Po poti si bomo nabrali zelišča za čaj, kakega jurčka, na vrhu bomo zakurili ogenj s kresilom, prikazali bomo tudi bovdril, se pravi netenje ognja na primitivni način z trenjem. Potem si bomo pa pripravili čaj, pa jurčke z jajčki, pa se bomo imeli lepo. Nič, predlagam, da se skozi gozd odpravimo, glede na lepo vreme, nabrati kaj okusnega za našo večerjo, medtem pa seveda z veseljem doživimo še kaj res posebnega in se kaj novega naučimo. Tako, drage poslušalke, dragi poslušalci, mi smo lovili ribe, nabirali gobe, krompirjevko in še kaj. Zakurili smo ogenj, kuhali in raziskovali naravo. Predvsem pa uživali. Res smo uživali. Zakaj več pa se odpravite na bushcraft kar sami, da vam mi danes ne izdamo preveč. Moja dežela. Moja dežela. Z mano pa je sedaj gospa Suzana Srdić, direktorica hotela na Golteh. Pozdravljeni, gospa Suzana. Pozdravljeni. Najprej vam zelo hvala res za ta prijazen sprejem v vašem prelepem hotelu, od koder imamo danes in včeraj čudovit pogled na Savinjsko dolino, saj namreč vse posod, kjer smo, to dolino vidimo. Kaj vse vaš hotel nudi vašim gostom, ki pridejo k vam, pa bi bilo najbolje, da poveste kar vi. Tisto, kar mi želimo, je v bistvu gostu ponuditi nepozabno doživetje pri nas. Ravno zato smo letos razvili produkt, ki bi ga želela izpostaviti, to je bushcraft, ki je nekaj povsem novega, ne samo pri nas, ampak na trgu sploh. Odzivi naših gostov ali pa tistih, ki so se te aktivnosti udeležili, so zelo pozitivni, pravijo, da je to nepozabno doživetje oziroma res nova izkušnja. Zato smo se odločili, da s tem nadaljujemo tudi v zimski sezoni, seveda s prilagojenim programom. Zdaj, poleg tega seveda lahko gostje izbirajo med vsemi drugimi aktivnostmi, ki jih imamo tukaj. To je zipline, plezalna stena, kolesarske ture. Zdaj mogoče v tem času lahko izpostavim tako aktualen čas, še wellness za te zadeve.
mi mu pravimo kar naš wellness nad oblaki, se ga tudi splača doživeti, bodi si na način, da se obišče kakšna savna ali pa da se pač gostje odločijo za kakšno našo masažo. Zdaj, poleg hotela pa imate tukaj na Golteh tudi apartmajski del. Res je, v bistvu gre za povsem novo apartmajsko naselje z 32 apartmaji različnih velikosti. Mogoče je tisto, kar bi bilo pomembno zapovedati, to, da se nahaja tik ob hotelu in da je zato mogoče koristiti tudi vse hotelske storitve. Pa tudi to, da ni samo aktualen v poletnih mesecih, ker ponuja res izjemen pogled na gore, ampak tudi predvsem tudi v zimskem času, ker dejansko, ko stopiš iz apartmaja, stopiš že na smučišče ali pa na progo, kar predstavlja v bistvu za goste tudi neko dodano vrednost oziroma zato radi izberejo tudi naše apartmaje. Za koliko gostov pa lahko tukaj vi na Golteh poskrbite? Nekje namestitvenih kapacitet je tam nekje do 400, ljudi lahko sprejmemo skupaj v apartmaju, v vseh apartmajih in pa našem hotelu. Po zimi pa jasno so pa potem še smučišče bistveno več gostov oziroma smučarjev prenesa. To so pa potem še tisti dnevni gosti, ki nas obiščajo. Super. Bi morda na kratko spregovorili še o tem, kateri so tisti posebni dogodki, dnevi morda, ki jih na Golteh tukaj organizirate? V bistvu zdaj zaradi negotovosti situacije v letošnjem letu je pred nami tako en velik izziv in so odločitve oziroma načrtujemo bolj kratkoročno. Mogoče bi zdaj v tem trenutku izpostavila predvsem jesenske počitnice, ki se nam bližajo. Tukaj bomo ponudili jesenske v bistvu pakete, namestitvene, katerih del bodo tudi kar nekaj programov. Med drugim boste v bistvu lahko stopili v Halloween park duhov ali pa obiskali ali pa se soočili z našim escape roomom. Poskrbljeno bo pa tudi za pestro glasbeno animacijo. Zdaj za zimo so predvideni in pa načrtovani tudi kar nekaj dogodkov, vendar se pravim, v bistvu predvsem zaradi negotovosti težko kaj napovemo, tako, ali pa zagotovimo, da to zagotovo bo, ampak se pripravljamo tako kot vsi ostali. Imeli bomo silvestrovanje, posebne dneve pa pakete za Valentinovo, ob dnevu žena. Ves čas sezone v bistvu pester glasbeni animacijski program, tako da dogajanje bo. Če bo sezona in pa če bomo odprti, bo. Ja, mi smo zelo veseli, da smo Golte doživeli na jesen, malo drugače kot ponavadi po zimi, ko smučamo tu. Na vrata bo sedaj potrkala vsak čas zima, vi ste to prvi sneg letos za letošnjo zimsko sezono že doživeli. Kakšno sezono pa sicer pričakujete? V tem trenutku si želimo predvsem to, da se vladni ukrepi ne bi zaostrovali. Kot že prej povedano, ravno zaradi te negotovosti situacije težko dolgoročno načrtujemo in so plani bolj kratkoročni. Tisto, kar pa vsi upamo, je pa to, da nas po 2 slabih sezonah vreme končno nagradi z nekimi ugodnimi vremenskimi razmerami. Skratka, optimizma nam ne manjka in že v bistvu vsi nestrpno pričakujemo sezono in pa sneg. Ste s prodajo smučarskih vozovnic pri vas že začeli? Bi morda povedali na kratko, kakšne so cene in kje naši poslušalci lahko te smučarske vozovnice kupijo? Ja, prodaja smučarskih vozovnic že poteka. Zdaj na voljo je več tipov vozovnic, več možnosti. Vse informacije o teh vozovnicah so dostopne na naši spletni strani. Težko je zagovoriti o ceni, ker se pravim, je več tipov in pa več možnosti. Najhitrejši način zagotovo, da se pa pride do vozovnice, je pa v bistvu direktno naročilo preko naših kontaktnih podatkov. Hvala, gospa Suzana, za tole besedo. Mi se bomo sedaj odpravili na turo s kolesi. Bi morda vseeno za zaključek še kaj dodali? Ja, mogoče bi želela povedati, da smo ravno v fazi oziroma da v letošnjem letu
smo pričeli z eno večjo naložbo, investicijo, ki je že dlje časa načrtovana. To je v bistvu nakup dodatnih topov, ki nam bodo omogočili, v bistvu, da bomo v nekaj mrzlih dneh zasnežili več kilometrov prog kot do sedaj. To mislim, da je treba izpostaviti, ker nas bodo smučarji lahko bistveno hitreje obiskali, sezona bo trajala dlje, proge bojo kakovostne, saj so že tudi do sedaj so že bile, ampak zdaj s to novo opremo pričakujemo še toliko več, pa več zadovoljstva strani naših obiskovalcev. Drage poslušalke, dragi poslušalci, Sergeja Bogovič, se veselim smučanja na Golteh. Zdajle pa še ni čas za smuko, temveč za eno turo s kolesi. Ogledali si bomo namreč okoliške planine in Golteh z druge strani. Tudi plezali bomo bojda po plezalni steni. Pred nami je krasen dan, tako da ostanite z nami in v nadaljevanju izveste vse kaj več, kar smo tukaj počeli. Moja dežela, moja dežela. Doživeti Golteh na kolesu je edinstveno. Iz prve roke vam povem, da njihova električna kolesa priporočam kar vsem, tudi tistim, ki morda mislite, da niste v prav nobeni fizični kondiciji. Njihovi izkušeni turni vodiči namreč so res pravi mojstri, saj poleg varnosti poskrbijo za res dobro družbo in vas odpeljejo tja, kjer je doma tudi pristna lokalna kulinarika, turistične kmetije, pa razgledne točke in čudovita narava. Moja dežela. Sama sem obiskala kočo na Smrekovcu, popila tam domač čaj in pravo kulinarično doživetje so nam pripravili nekoliko kasneje na turistični kmetiji Visočnik, kjer so nas dobro razkužili in se na višini 1121 metrov izkazali za zelo gostoljubne, z dobrotami, med katerimi ni manjkal na krožniku seveda savinjski želodec. Tako da vsi, ki imate radi domačo in lokalno hrano, boste tu našli zagotovo kaj dobrega za podzob, raziskali pa boste tudi njihovo kaščo z muzejskim pridihom. Moja dežela. Po kolesarjenju zvečer smo se na našem potepu po Golteh najedli odlične hrane iz njihove hotelske ponudbe, spoznali smo nekaj prijaznih ljudi, potem pa so nas povabili na posebno sproščanje v njihov wellness nad oblaki. Moja dežela. Na Golteh pa lahko nekaj trenutkov preživite tudi nad oblaki. In sicer v wellnessu pri njih poiščete Marka, ki vas prijazno pozdravi in vas popelje na čudovite, sproščujoče trenutke. Marko, lepo pozdravljen, povej mi, kaj vse lahko pri vas doživimo. Lepo pozdravljeni. Pri nas lahko doživite tudi zelo široko paleto masaž. Nudimo tudi zvočne kopeli, savne programe. Pri nas imamo v samem wellnessu se nahaja jacuzzi, oziroma malo večji jacuzzi, ki se imenuje Whirlpool. Potem imate tudi finsko infrardečo biosavno in pa turško, ampak trenutno ne obratuje. Potem imate še zunaj na prečudovitem razgledu tudi zunanji bazen, tako da v zimskem času se lahko namakate in opazujete čudovite razglede in pa smučare, ki strmijo po strmih progah mimo vas. Marko, kako da ste izbrali za vaš wellness prav takšen naslov nad oblaki? To se sliši tako prav čarobno. Res je čarobno. Mogoče je zanimivo prav to, da če pridete zjutraj ob 7 ali pa ob 6, ko se začne delati zora, in opazujete dolino, se pravi vidi, da je takšna morje megle pod vami in ravno zaradi tega se nahajamo nad oblaki. Sicer pa vas vabim vse, ki boste pri nas letovali oziroma dopustovali, da se udeležite oziroma obiščete naš wellness nad oblaki. Moja dežela. Čas je, da ležemo k počitku, gora zanimivih doživetij je za mano, potem pa se seveda odpravim domov. Vi pa le hitro skočite na splet in poglejte, kaj vse morda v teh dneh Sergeja na Golteh nisem odkrila. Moja dežela je lepa, raziskujte jo z menoj.
Moja dežela. Oddaja, v kateri Sergeja Bogovič odkriva slovenske turistične destinacije. Ekskluzivno na Radiu Brežice EU.